Če dovolite, bi vam posredoval svoje videnje ekonomskega položaja Slovenije, zlasti v luči odloženega sprejemanja zlatega fiskalnega pravila oziroma odložitev pomembnih odločitev, ki nas čakajo v mesecu septembru. Kot veste, je ob sprejetju dogovora o odložitvi prišlo do neke vrste politekonomskega suspenza, do ohladitve in uvida, da v tem trenutku konsenz na nacionalni ravni o nujnosti zlatega fiskalnega pravila ni dosežen. Nekateri to ocenjujejo kot uspeh, sam ocenjujem to kot neuspeh, namreč, da določene politične stranke ne uvidijo zagatnosti javnofinančnega položaja in zlasti povezave opisa zlatega fiskalnega pravila za reševanje te situacije. Kakšna je ta dejansko stanje slovenskih javnih financ? Nič novega vam ne bom povedal, če sprejmem oceno, da je ta skrajno zaskrbljujoča, da se je Slovenija po 3 letih vodenja Pahorjeve vlade znašla v skrajno zagatni javnofinančni situaciji, da smo iz razmeroma uspešnega tranzicijskega gospodarstva še leta 2008, ko smo beležili skoraj da izravnan proračun, ko smo beležili zgolj 6% nezaposlenost, se znašli v situaciji, ko je kar 115 000 naših sodržavljanov brez službe, ko je javni dolg narasel iz 23,5% na letošnjih 49,5%, se pravi, v 3 letih smo uspeli tako rekoč podvojiti javni dolg. Sam ne poznam evropske države, ki bi v tako kratkem času uspel takšen, v narekovajih, met. Še bolj zaskrbljujoče kot samo stanje javnega dolga je pa dejstvo, da smo v celoti izgubili kredibilnost na mednarodnih finančnih trgih. V kakšnem smislu? Poglejte, ko pogledate gibanje obrestnih pribitkov na slovenski javni dolg, proksi za to je gibanje 10-letne obveznice, boste ugotovili, da se je v zadnjih 3 letih zahtevana stopnja donosnosti povečala za 2,5 odstotni točki. Res je sicer, da je deloma to pripisljivo evrski krizi, vendar podroben uvid pokaže, da preprosto obstajajo neki notranji dejavniki, ki govorijo v prid tezi, da smo si v dobršni meri za nastalo situacijo krivi sami. In tudi ni mogoče sprejeti ocen, da je kriva reforma nepripravljenost oziroma 3-kratna zavrnitev referendumov 5. junija 2011, zlasti v tem kontekstu zavrnitev pokojninske reforme, ampak je glavni krivec za to zagatno situacijo puščanje v nemar javnofinančne situacije. Namreč, da smo v obdobju 2008-2011 na letni ravni beležili proračunske primanjkljaje reda velikosti 6%, da smo dosegli v lanskem letu vrh razbrzdane fiskalne politike 6,2% proračunskim primanjkljajem, da smo se samo v 3 letih zadolžili za dobrih 8 milijard evrov, kar pomeni, da če pogledate obdobje, ki bi bilo potrebno za sanacijo tega pogubnega razbrzdanega obdobja 2008-2011, bi Slovenija potrebovala vsako leto v obdobju 10 let izkazovati 1 milijardni proračunski presežek, zato da bi stanje javnih financ se vzpostavilo na primerljivi ravni iz leta 2008. Skratka,
dejansko se nam je zgodila javnofinančna katastrofa in to javnofinančno katastrofo zaznavajo tudi tuji trgi. Slovenija je, kot rečeno, izgubila mednarodno kredibilnost. Kazen je trenutno v obliki izjemno visokih pribitkov. Veste, da je zahtevana donosnost trenutno čez 7% in da se po tveganosti slovenski javni dolg umešča tik za španskega. Italija, na primer, ki ima enkrat višji javni dolg kot Slovenija, oziroma še več kot enkrat višji, delež njenega javnega dolga znaša 120% bruto domačega proizvoda, se trenutno zadolžuje za 2 odstotni točki nižji obrestni meri. Če dam primer Sloveniji primerljive države, kot je recimo Republika Češka. Republika Češka res, da ni članica evra, vendar se v tem trenutku zadolžuje, ne boste verjeli, po 2,4 odstotni obrestni meri, se pravi 5 odstotnih točk nižje kot Slovenija. Nemčije, Belgije, Francije, ne bom dejal za primer držav, ki imajo izjemno nizke obrestne mere za javni dolg, ako ravno je njihova javnofinančna situacija z vidika stoga javnega dolga bolj zaskrbljujoča kot slovenska. To pomeni, da je ta moja ocena vendarle pravilna, da moramo nujno spremeniti način vodenja fiskalne politike. Prvi del te naloge je Vlada Republike Slovenije sprejela v mesecu maju s sprejetjem Zakona o uravnoteženju javnih financ, ZUJF-a. Dobrohotne posledice ZUJF-a bodo občutne žal šele v drugi polovici leta, vendar če bo vlada, pa tudi civilna družba in opozicija se vzdržala reviziji ZUJF-a, se lahko obetamo, da bo proračunski primanjkljaj verjetno v letošnjem letu se razpolovil. Se pravi, da bo za skoraj 3 odstotne točke nižji, kot je bil v lanskem letu, in da bo absolutni znesek zadolževanja posledično nižji za 800 milijonov evrov. To je brez dvoma velik dosežek. ZUJF je, kot rečeno, prvi korak k javnofinančni stabilizaciji in ker je bil dosežen ob razmeroma visoki stopnji soglasja s socialnimi partnerji in ob izogibu referendumu, je njegova vrednost toliko večja. Vendar je to samo prvi del naloge. Drugi del naloge je vpis zlatega fiskalnega pravila v slovensko ustavo. Ne samo, da se je Vlada Republike Slovenije pod vodstvom Boruta Pahorja zavezala z mednarodno pogodbo, da bo vnesla to pravilo, se pravi omejitev strukturnega proračunskega primanjkljaja na 0,5% bruto domačega proizvoda v ustavo oziroma ustavno primerljivo raven. Slovenija je bila med prvimi državami, ki je to tudi ratificirala. Trenutno je takšnih držav 6, kar pomeni, da potrebuje za vstop v veljavnost zgolj še 6 ratifikacij. In vsi smo pričakovali seveda, da bo modrost in tudi zaveze vseh strank, ne nazadnje v zgodnji pomladi, ko so bile razprave vroče glede vpisa, je praktično veljal nacionalni konsens, potem so pa določene stranke zaradi svoje verolomne narave to soglasje umaknile. In od tu potem velika nevarnost seveda kaznovanja strani mednarodnih finančnih trgov, da se bo zahtevana donosnost zaradi tega v bistvu še povečala. To ne pomeni, da trdim, da bi junijski oziroma julijski vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo pomenil odrešitev. Bil bi pa zelo dobročuden signal
finančnim trgom, da Slovenija izvaja volte-face, se pravi nek radikalen preobrat v fiskalni politiki od razbrzdane keynesijanske politike, ki temelji na podmeni, da je pot v lepšo prihodnost tlakovana z večjo javno porabo, k restriktivni, konservativni politiki, ki je osnovana na podmeni, da ne moremo trošiti več, kot ustvarimo. In v tem kontekstu bi, kot rečeno, sprejem bil konsolidacija zavez in prepričljivosti Slovenije, da je ubrala, če želite, nemško ordoliberalno pot in ne podlega francoski bolezni, se pravi popolnoma razpuščenih javnih financ. In prepričan sem, da bi v doglednem času to finančni trgi tudi nagradili. Zdaj se bo s tem nekajmesečnim odlogom seveda ta, tudi če pride do potem najboljšega scenarija, se pravi septembrske spremembe ustave, to vendarle zavleklo. In imelo bo tudi posledice. Kakšne? Namreč Slovenija beleži, oziroma bo zabeležila v letošnjem letu še vedno 1,3 milijardni primanjkljaj, kar pomeni, da se bomo morali zadolžiti. In marsikdo misli, dobro, imamo na sekundarnem trgu 7,2% zahtevano stopno donosa, se bomo pa pač glede na naš stop javnega dolga, ki je razmeroma nizek, podpovprečen v Evropski uniji, pač zadolžili, plačali neko ceno, vendar je takšno videnje vrljivo. Namreč upoštevati morate dejstvo, da je stopna likvidnosti na sekundarnem trgu 10-letnih obveznic padla za 80%, kar pomeni, da tudi ob plasmaju na primarnem trgu po 8-9% obrestni meri se lahko zgodi, da Ministrstvo za finance oziroma zakladnica, ki upravlja z javnim dolgom, ne bo mogla izdati, se pravi, milijarde ali milijarde in pol dolgoročnih obveznic. Kar pomeni, da se ob nezaupanju kreditorjev Slovenija lahko izjemno hitro, to je že letošnjo jesen, znajde na robu plačilne nesposobnosti in potem obstajata samo še dva scenarija. Ali razglasitev plačilne nesposobnosti, kar bi bil primer sui generis v bližnji zgodovini, praktično opcija, ki si je skoraj da kredibilna država ne more privoščiti, ali pa zaprositev za pomoč v skladu EFSF in potem pripis vseh možnih posledic. Dejansko se mi resnično nahajamo pred prepadom in ta zagatna javnofinančna situacija, po mojem, slovenski politični kasti ni jasna. Očitno bi res potrebovali streznitev neuspešne emisije 10-letnih zakladnih obveznic v jeseni, da bi prišlo do nujnega preobrata in podpore zlatemu fiskalnemu pravilu. Zdaj, zlato fiskalno pravilo kot tako seveda ne pomeni neke panaceje, ne pomeni, da je konec naših težav. Pomeni zgolj to, da na najvišji ravni priznamo pravila, ki jih pozna vsaka gospodinja. Da ne moremo več trošiti, ko ustvarimo. To ne pomeni, kot trdijo nekateri, da gre za ubeseditev nekega ljudomrznega neoliberalnega projekta. Vlada še vedno lahko povečuje javno porabo neomejeno. Edina omejitev je, da financiranje tega mora biti na strani davčnih prihodkov, se pravi, da ne smemo več zadolževati
zadolževati države. In recimo pri oceni, kaj pomeni zlato fiskalno pravilo, mi je ljuba literarna metafora iz Homerjeve Odiseje. Ta odločni morjeplovec je v nevarnosti, ko se je soočal z zapeljivim petjem siren, si dal zaliti ušesa z voskom in se privezati na jambo. In v bistvu vlogo vrvi in voska v vodenju zdrave fiskalne politike igra zlato fiskalno pravilo, ki pa mora biti zapisano na najvišji družbeni ravni, to je na ustavni ravni. Zakaj? Kajti zgolj ustavna raven preprečuje vsakokratni oblasti derogiranje oziroma dezevuiranje tega pravila. Se pravi, da tisti, ki oponirajo ustavnemu zapisu, držijo fige v žepu, da praktično ne nasprotujejo sami ustavni umestitvi, ampak dejansko nasprotujejo doktrinarno zapisu oziroma posvojitvi zlatega fiskalnega pravila. In to zlato fiskalno pravilo na ustavni ravni je za državo, kot je Slovenija, ki izkazuje tako nizko pravno kulturo, tako nizko politično kulturo, ki je neumikana in ne priznava dogovorov, toliko bolje. Vendarle obstaja razlika, ali bomo kršili mednarodno pogodbo, ali bomo kršili zakon, ali si bo vsakokratna oblast dovolila kršiti ustavo. Zdaj, glede na način uveljavljanja ustave v Sloveniji, seveda bi cinik rekel, da tudi to ne bo omejitev, ampak v vsakem primeru je vendarle, če že vnašamo zlato fiskalno pravilo, je smotrno ga uvrstiti na najvišjo družbeno raven in to je ustavna raven. Če sklenem ta svoj ekspoze, bi sam ocenil, da nas jeseni čaka zelo, zelo neprijetno soočenje z realnostjo, da niso izključeni tudi scenariji z zaprositvijo za pomoč in to ne primarno, kot se govori, zaradi stanja v slovenskih bankah. Stanje v slovenskih bankah je seveda izjemno zaskrbljujoče, vendar ga je možno celo ob predlaganem načinu, se pravi prenosu, bodisi na Slovenski državni holding, bodisi na posebno agencijo z vidika javnih financ, razmeroma elegantno rešiti. Seveda to pomeni 6 milijard evrov, pomeni tako rekoč, da to predstavlja približno 15% slovenskega BDP-ja, pomeni to enormno povečanje javnega dolga, vendar ga je možno razmeroma elegantno finančno izpeljati z izdajo državnih obveznic in nadomeščanjem te zastrupljene bančne aktive s temi obveznicami, kar pomeni, da bančna sanacija praktično lahko zaobide mednarodni finančni trg, medtem ko financiranje proračunskega primanjkljaja in upravljanje z javnim dolgom, se pravi to, ko nam dospevajo naše obveznosti in jih je ob tem, da ne izkazujemo primarnega primanjkljaja potrebno refinancirati, seveda se ni možno izogniti mednarodnim finančnim trgom, razen vkolikor bi prišlo do radikalne spremembe politike Evropske centralne banke, če bi pozivi španskega premierja in zunanjega ministra potem, da bi Evropska centralna banka na primarnem trgu odkupovala javni dolg. V tem primeru bi lahko seveda potem govorili tudi o tem, da obstaja ta rešitev preko monetizacije
javnega dolga. Vendar ob dejstvu, da obstaja vendarle omejitev Maastrichtske pogodbe, da obstaja omejitev statuta Evropske centralne banke, ki prepoveduje monetizacijo javnega dolga oziroma proračunskih primanjkljajev, pomeni, da bo neizbežno se zateči k izdaji razmeroma dolgoročnih vrednostnih papirjev in v tem smislu je potrebno izvesti pomiritev mednarodnih trgov in v tej funkciji je uvedba zlatega fiskalnega pravila seveda instrumentalna. Še bolj pomembna, sam trdim, kot zlato fiskalno pravilo je dosledno izvajanje zakona o uravnoteženju javnih financ. Mislim, da je bil to ključno torišče spremembe fiskalne politike v Sloveniji, da je vlada prvič zmanjšala nominalno javno porabo in je potrebno na izhodiščih ZUJF-a vztrajati za vsako ceno in so, bom rekel, spodkopavanja strani civilne družbe, sindikatov, na primer, strani državnih in paradržavnih institucij in tudi verolomnih koalicijskih partnerjev, tu mislim na Državljansko listo in Desus, popolnoma nesprejemljivi, ker pomeni, da si vlada s tem, ko spodkopava ZUJF, koplje ne samo sebi, tisto, kar je najbolj zaskrbljujoče, državi, javnofinančni